Zdaj pa k vinskemu derbiju tedna med Slovenijo in Hrvaško. In ne govorim o mokri rokoborbi med vinskima kraljicama obeh držav, pač pa o tekmi zadnjega kroga tretje evropske politične lige, kjer se bo Slovenija s Hrvaško v Luksemburgu potegovala za uporabo imena Teran. Vodja prejšnje Evropske komisije Jean-Claude Juncker je pred 2 letoma dovolil, da lahko tudi Hrvaška izjemoma uporablja ime Teran, kar je samo ena izmed mnogih nerazumnih odločitev, ki jih je sprejel, ko je bil v igri alkohol. Slovenski, hrvaški ni važno, glavno da teče. Ob morebitnem porazu Slovenije bi glava najbolj bolela 900 kraških vinskih družin, ki jih navadno boli glava predvsem od Terana. Dajmo pogledati, kaj pravijo. Teran, ki je od nekdaj veljal za vino naših pridelovalcev, narejen iz trte refošk, so si Hrvatje prisvojili z goljufijo, je neomajen vinogradnik Colja. Iz dokumenta, ki so ga Hrvati poslali v Bruselj, čudežno izgine beseda refošk. S tem ponaredkom so poskušali dokazati, da so uporabljali sorto Teran še pred našo zaščito v EU. Hrvati se poslužujejo umazane igre. Mislim, kaj bo naslednje? Kaj bomo zvedeli, da je zemlja okrogla? Hrvaški vinogradniki morajo sicer uporabljati manjši napis Teran, vendar pa, ne boste verjeli, tudi pri tem prihaja do kršitev. Ste mislili, da je spet muska, ne? Okej, ne vam bo. Hrvati naj bi pod imenom Teran prodajali slabše vino, ki mu z dodajanjem drugih vin še dodatno nižajo kakovost. Tudi ta vinogradniški proces pa ni avtohtono hrvaški, saj ga za proizvodnjo slabega vina že stoletja uporabljajo Dolenjci. Dajmo pogledati, kako razliko med Teranom in Teranom vidi slovenski kraški vinar. Popoldne pobirajo refošk, popoldne pa Teran. Tako je pridelava Terana, veste, v hrvaški Istri. Pri nas pa je ogromno res striktno določeno, imamo analizo zemlje, analizo listja, kontrolo pridelka in 5krat analizo grozdja pred trhatijo. Včasih tudi vse spijemo, da se preprečamo, da je res dobro vino. V glavnem, v Sloveniji vinarji grozdje analizirajo bolj natančno kot doktorji tumor. Če bi standarde kraških vinarjev uvedli v zdravstvu, bi lahko pred kamero povabili še vinogradnikovega pradetka. Usodo Terana bomo seveda še spremljali, se pa ob morebitnem porazu Slovenije ponuja nekaj praktičnih povračilnih gospodarskih ukrepov. Tujim turistom lahko kot izlet v Dubrovnik prodajamo obisk Ankarana. Namesto hrvaških bombonjer Kraš začnemo prodajati od nekdaj slovenske bombonjere Kras. V hladilnike supermarketov pa namesto hrvaškega Zdenka sira naložimo pristno slovenski Alenka sir. Mogoče ga bo res podpiral odstotek ljudi, bo pa naš. Hej, to je naš YouTube kanal, klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj pa nas tudi na Facebooku in na Twitterju, pa na ulici, pa na kakšnem javnem WC-ju.